Živjo, ste kaj pogumni ali vas je strah? Odvisno, na katero stran pašete. Ne, sej tisti, kako naj začnem. Jaz imam občutek, da vedno razlagam tle in tistim, ki so delali grde stvari in tistim, ki ste bili izkoriščeni. Pač jaz imam tak občutek. Evo, vsem dobro, vse, ves čas, ljubezen je all over, vse je vsem odpuščeno, ampak kljub vsemu. Pogum je tista stvar, ki jo zadnje 2 leti najbolj rabimo. V bistvu so nam pogum odvzeli. Zato tisti, ki je ta pogum dal malo naprej, se mu lahko direkt reče bojevnik. Zato, ker je mogel iti čez marsikatero obtožbo, čez zanikanja, čez jaz ne vem kaj vse. Skratka, mogli smo biti in moramo biti pogumni. In nekdo, ki je nam vlival in ga vliva še vedno, pogum, kolikor se da, je tale stric, glejte ga. Ne? In ekipa, ki nam je skozi kapljice Q-drops nametavala informacije na tak način, da si mogel se vprašati, pa kaj zdaj hoče povedati, pa kaj zdaj, ne? In Q-drops, stran pomoret, so nam devali pogum in da smo si začeli postavljati vprašanja. Vprašanja postavljajo otroci čist ves čas. Mi smo pa znotraj manipulacije prišli do te točke zaupaj znanosti in ne sprašuj nič. Nič ne sprašuj, ker smo ti povedali, vse, kar smo ti povedali, je zares res in ne dvomi in pika, tako kot je in ne sprašuj. Če misliš biti patečen, te bomo pa zaprli, te bomo pa kaj naredili, ne? Nekaj že, pač ne sprašuj. Ne samo to, da smo se spraševali, tudi prišli smo do nekih zaključkov ali pa do nekih, bom rekel, obširnejših spoznanj in ker gre za pomoč sočloveku na tem planetu, smo se odločili, da te stvari tudi pomagamo razumeti drugim. Zaradi tega se jaz grem, kar se grem, večkrat ponavljam. Pomagati si moramo razumeti. Jaz nisem tle noben vedeževalec in nisem noben iskalec informacij, ampak sem zagovornik resnice. Sej, tudi to sem že davno nazaj razlagal, da gre za perspektivo. Moj pogled na svet je edinstven, tvoj je pa edinstven. In gre za neko razumevanje, percepcijo, projekcijo, ne? Dejstvo pa je, da do tega svojega prave vizije pridemo, če se sprašujemo, pa če pogumno gremo čez stvari in dovolimo kognitivni disonanci, da gre malenkost naprej od verjetnega, znanega, razumljivega in ne vem kaj. Zdrava kmečka pamet je žal tako redka, da v bistvu tisti, ki jo ima superpower. Superman, zdrava kmečka pamet, logično, valjda je logično. Valjda je logično, da zdravniki bodo rekli, da morate priti po metek, da vas ubijemo, ali boste dali pa 4000, pa boste še živi pol. A razumete vi? Kako zdaj? 4 ure bo kazen. Torej, o ZNB-ju zdaj malo probam popikati. Rad bi vas tudi odmaknil od tega, da nehate ukvarjati se z mediji, da nehate poslušati in se pregovarjati z njimi, ali imajo prav ali ne. Itak nas probajo vse manipulirati ves čas. Mi živimo v iluziji, tu že vemo. Bolj je point, da mi moramo zdaj to iluzijo videti tako malo od širše, nazaj, umakniti se od stvari. Ker dokler smo v zajčniku noter in v pogonu, ki ga ta sistem narekuje, mi ne moramo razumeti tega. Mi se moramo ustaviti, pa umakniti, pa pogledati širšo sliko. Razumeti, da je elita, mala peščica ljudi kontrolira peščico ljudi nižje in ta peščica, ta množica zdaj že kontrolira še nižje in na koncu pokrijejo mediji, da narod dobi tisto, kar so si oni zaželeli. Večkrat sem
poudaril, pa mogoče ste tudi vi že srečali, mi moramo drugemu povedati, kaj je res. Mediji ne bodo tega storili, nikoli. In vse, kar jim je, probajo širiti negativnost in mržnjo, da boste vi dobili to percepcijo v čebulo, da sta Trump pa Putin največja kriminalca, zločinca in prasca. Ampak žal, na njihov žal, niso najdli nobene oprijemljive stvari, na osnovi kateri bi človek pa res rekel, tale je pa res grda, ne? Zato, ker so oni osrani, elita, ki nas je gonila, je osrana s pedofilijo brez slutenih dimenzij. In Trump je bil prvi človek, prvi predsednik, ki je rekel, bomo ustavili pedofilijo in sex trafficking, se pravi trgovanje s spolnostjo, spolnimi sužnji. Kdo so pa stranke teh spolnih, teh otrok in tega sex traffickinga? Pa krem de la krem, ki se ima za krem, in oni so vodeni od devila. Satanovo delo je to. Da gremo čez ta vzorc, v katerega smo se rodili. Rabimo imeti pogum že zaradi tega, da gremo čez. Potem pa v mojem primeru se jaz zagovarjam 100% in Trumpa, in Q, in resnico, in vse, kar govorim, za tem stojim. Vendar seveda, valjda to pa ljudem, ki so delovali z nivoja moči starega sistema, pa to ni všeč. Ne? Seveda ne. In mene so probali zbombardirati z kontradejstvi, s tem, kar sem jaz zagovarjal, so probali demantirati, zanikati, me probati odpeljati v drugo smer večkrat, mnogokrat, na mnogo načinov. Ampak jaz imam svojo suvereno držo, ker sem jo našel sam v samoti, sam sem se predal do konca in zagovarjam ta svet, moje mišljenje in flancanje do konca. Sploh se ne odstopam. Tudi zato je potreben pogum in suverenost. Želel bi, da spoznate, da pogum imate vi v sebi vsi, vendar, če ste ga zamenjali s strahom, pol ga pa ni, ne? Vas probajo drajsati ves čas, mislim nas. Sam ne gre, mene ne morejo. Mnogo ljudi pa dobijo v primež in še vedno padate na fore ustrahovanja. O tem sem že, mislim, da 3 videa naredil. Ne se pustiti, daj bodite noter suvereno držo imejte. Zakaj? Ker je jasno, da tema izgublja kontrolo. Jasno? Ker če bi imela kontrolo, bi ZNB že bil sprejet, vsi bi bili popikani, tisti, ki pa ne bi nič kazni plačevali, ker prijeli bi nas pa v taborišče. A si vi zamišljate, da mi smo v 2. svetovni vojni krat milijon? Vse bi nas pofrderbali, se zastopimo, v kamen so vklesali, da nas želijo imeti samo pol milijarde. Vseh ostalih 7 milijard 300 pa raderka. In njim plan se je sesuva, ne gre jim, oni bi zdaj radi 6 rešili. Ampak morate se zavedati, da oni kar blebečajo, ker podpirajo star sistem, v isti sapi pa padajo v nastavljene zanke. A ne? Ste se kaj vprašali, ki je kaj naš Jelko, Kacinov? Ste se kaj vprašali, ki so ljudje, ki so vam trobezlali, kaj vse morate? Če ne, pa bo pa hudo pa narobe. Malo zginjajo, ne? Ni jim neki pred kamero več skakati. Kar neki novi frisi se pojavljajo. Kokor ujamem, pa sploh nočem niti spremljati. Ker smo se mi opogumili in začeli na glas govoriti o nepravilnostih, o lažeh, prevari, manipulaciji in iluziji, se tisti, ki so vzdrževali to manipulacijo in iluzijo, zdaj pa preklet bojijo in so v strahu in se odzovejo z jezo.
Jaz imam te primere v zadnjih 4 dneh, vam jih ne bom našteval, ker nisem toliko pasji kot oni, ampak sej, ne bom z imeni in priimke, ampak zastopam jezo, napad, strah tega, da se bo spoznalo, kdo v resnici so. In jaz nimam nobene super moči, da bi zdaj bil pa jaz obdarovan s tem, da jih vidim, ampak common sense, razmišljanje preko vprašajev, preko kaj se tle dogaja, sem prišel do tega, da jih vidim, prepoznam preko delovanja, preko gest, preko gibov, preko načina govora, kaj ljudje strobezlačijo. No, pa ko sem prišel, sem vam že, mislim, da par dni nazaj, včeraj, pa sej ne vem več, to tega povem že. Sem vam razlagal, da se jih vidi, da se oni ne morejo več skrivati. In oni se ne morejo več skrivati. Nihče jim ne brani več hrbta, tako kot jim je vedno, tej druščini, o kateri sem govoril, druščina drekačev. Oni so organizirani in delajo kriminal. In gre za organiziran kriminal tisočletja. Ampak zdaj jih mi prepoznavamo, te kriminalce oziroma akterje zgodbe. In bodite pozorni, napadajo z jezo, ker jih je strah. Vi pa strahu ne smete pokazati, morate pokazati pogum, stoično držo. Noben vam ne bo nič naredil. So taki papki, da nimate pojma. To so taki pupkoti, ki mislijo, da če vas... ne smem dati primera, ker bom preveč izdal. Jaz nočem biti pasji in ne bom tako podel, kakor so podli ljudje do mene. A je prav? Zato, ker imam mičken več, bom rekel, spoštovanja do soljudi. Najbrž zaradi tega, ker sem malo empatičen, pa najbrž zaradi tega, ker malo više vibriram, pa zaradi tega, ker nimam pokvarjenosti v sebi kot primar. Da se nisem nikoli prodal. Satan me je hotel pa žgat po meni. Nič hudega, jaz sem še vedno tukaj in tale stric je meni dal v bistvu največ poguma in zagona. Kaj sem slišal zaradi tega, ker sem ga zagovarjal? Ne vprašajte me. Kaj vse sem bil? Jaz sem še zmeri tle, pa še zmeri imam enako prav. Ali Biden je v redu, ali kako že? A ja, Zelenski tudi je tudi super pravnik, ne? Ker sem jaz rekel, tale Zelenski je, Putin je naš. Kaj sem jaz dobil? Kakšen sem jaz kreten, to bi čisto v začetku vojne. Sem imel narobe, ne? Ja. Vse se odpira, vse prihaja na plano. V ta pogum bom dodal še to, da dajte se zavedati, da tudi jaz sem skočil s temi vsebinami tako na glas na tak način zaradi tega, ker vem, da ima svetloba kontrolo nad deep stateom, nad temačnimi, nad iluminati, nad to peščico ljudi, ki je ukradla planet. Preko ljudi jih je zapeljala v igro, speljala ne bila sumljiva kača, goljufiva kača, je že Prešeren govoril. Da te stvari pišejo, samo jih je treba tudi znati brati. Mogoče jih bomo zdaj tudi lažje razumeli po toliko besedah oziroma po toliko spoznanjih. Spoznali smo, da je zdravstvo nas želelo pobiti in imeti kontrolo nad celotnim svetom. Ampak okej, zdaj v medijih že so zdaj intervjuji, ne vem, če ste vi kaj opazili, veste, kad dobijo novinarka, ima pa gosta, pa še javljanje, pa tako ne, pa se nekdo na Zoom priklopi in zdaj imajo strokovnjaka in strokovnjak kar pove, da je Bill Gates, ki je strokovnjak bil za računalnike, vse Microsoftove stvari so od Billa Gatesa, Windowsi, ne? Pa on je tudi strokovnjak za cepiva, najbolj virusni operacijski sistem so bili točno Windowsi, ne? In on je zdaj pa strokovnjak za viruse. Virologija ne obstaja, torej je v cepivih nekaj, kar je štetljivo po životu. In zdaj pa pride na plan, zdaj je še farmer, ne, kupuje, blazne količine zemlje, je hotel zemljo kar kupiti, ne.
prodati cepiva pa zemljo kupiti. Kar frajer. No, skratka, prišlo je pa ven, da je zdaj pa pedofil in to v mainstreamu. Ja. Ko v novicah pridejo ven take stvari, postajajo že kar konkretno vroče. Jaz čakam, kdaj se bo nek gost pojavil, ki bo pri nas na slovenskem področju kaj o tem spregovoril. Ker tudi na slovenskem področju imamo teh, kateri grti zrast, čem poiskati, teh pedofilov, too much. In to a veste, to so ljudje, ki so na vrh. Ker pedofilija je bila tudi, preko tega so bili ujeti v delovanje. Eno je denar, eno pa pedofilija, tretjo pa ne bom. Ne bom, ker imam preveč ljudi rad, ki so kljub temu drugače usmerjeni. Govorimo o lezbikih in gejih. Tudi na ta način, prek tega so ljudje počeli, oziroma so bili ujeti v zanko, no, bom rekel. Ali boš delal tako, kot ti rečemo, ali pa bomo povedali, kaj si naredil. Izberi, ne? Tako nekako. Čas teče 16 minut, jaz pa še sploh nisem omenil, da tega strica, da je bil 4th of July, Independence Day, je bil včeraj 4. juli. Malo smo pričakovali, kaj da bo, pa sej zmeri je kaj. Zdaj pa čakamo, kaj bo pa danes popoldne. Ob 4 bodo zalaufali Cern, wow, pa portali bodo, pa bodo črne sile, pa bo planet odneslo ven. Ne bo. 3 informacije imamo, 3 variacije, no. Cern naj bi bil pospeševalnik, ker bi mi pogruntali ne vem kaj. Ni to, kar vemo, Cern je bil njihova, se pravi od temačnih, res nek portal, kam se jaz nisem poglabljal, sem pa ujel, da naj bi na tem teritoriju, na tem področju bili potresi, ker sem jih sam tudi spremljal. Jaz ne vem, a spremljate kaj te stvari. Tam se je zemlja tresla na globini 10 kilometrov, ne? Ne, zdaj pa, tole sem pa pihnil. Na 10 kilometrih so generalno vsi ti tuneli, ki se rušijo generalno že 3 leta, v Cernu pa so se tresla tla. Tako da po mojem mnenju je Cern razbit in ne funkcionira več. Spet, tretja opcija pa je, da Cern deluje, pa da ga imajo seveda pod kontrolo galaktiki oziroma Whitehati, ali kako če reči, svetloba, naši. In če se bo karkoli zgodilo in če zna ta stvar delati portale, pa če sploh še stoji, potem bo šel v našo pozitivno smer. Tako da strah je tisto, kar vam probajo vzbuditi, pa tam, kjer je nepoznanost, smo vsi malo zmedeni in super jim je fajn, če nam dajo, tako da malo mi o tem razmišljamo. Ne jim tega dati, ne sebi odvzeti miru in poguma in ne si dovoliti biti ustrahovan. Ustrahovani smo bili vsi z vseh strani na vse možne načine. Ampak, a veste, zakaj, če nekdo reče zakaj bi se mogel ustrašiti pol? Ne? Pa če vem, da strašijo. Ne, tega imati k sebi, bodite res suvereni in pogumni. To je v bistvu današnji message, je pogum. Res vam želim, da imate noter v sebi, da vam nihče nič ne more. Ja, pa se lahko še tako trudijo pisati, jaz ne vem kakšne zakone, kako boste kaznovani, če ne boste, pa ne vem kaj, pa kaj bo jesen. Dajte se zavedati, kako so majhni, ubogi revčki se znašli sami s sabo. A veste, politika, pa ta vladavina je tako hitela pisati neke zakone, pa spremembe, pa ovo. Zdaj pa imajo vse, kar znajo, je ta zakon o nalezljivih boleznih. 90 ljudi v parlamentu imamo že koliko mesecev in imamo njihov produkt, je kaj? Da nas bodo usmrtili, ker so poteptali čisto vse človekove pravice, krasno. Bom probal poiskati en zapis kolegice, strašno mi je
ki se je... Klinac. Po mojem sem jo pa falil zdajle. Ne, sem jo najdel, sem zdaj moram pa še članek najdel. Tako, evo, vse gre. Spis trup zato, ker je vlada tako rekla, ali pa plačaj, ali pa te pridemo na silo iskat. To je zakon o nalezljivih boleznih. To povzetek, ne, zdaj ne boste vi vsega brali, ker težko brati te njihova jajca, ne, ker človek ne razumeš, ti bereš črke, ampak ne razumeš, ker je tako narejeno, da s pogojem 36. člena se bo z drugega odstavka, pa se to negira, glede na to, da je uno bilo pa pozitivno. Veste, ta svet je čist simpel. Oni ga pa tako naredijo, da ga mi ne razumemo. Sam oni pa ga. Tako je tudi pravni jezik spisan. Dajte zastopati, da je narejen, da pravo kot tako sploh ne obstaja. Pravica. Pravica ne obstaja po njihovi zakonodaji, ne. Zato pa se je treba nasloniti na nekaj drugega. Na kaj pa? Ja, imamo mi še pomorsko pravo, pa vojaško, ne. Tribunali, če bi po sodnih mlinih mleli, ne bi nikoli nobenega pedofila vel. Zato pa morajo vojaški tribunali prijeti, ne. Putin je rekel, ne bomo nič sodili mi. Mi že vemo, da so krivi in jih bomo kar tap. To pa se zdaj pa v Ukrajini dogaja. Pa tudi tribunalov ni več, ker jim je vsem povedal. Če boste prišli v našo državo, vas bomo šutnili. In so prišli, ne, vojački od nekje. Ratatatata. Jo, je pa Putin jih pa pobil. Ja, pa se jim je povedal. A veste, sam kaj nam dajo naprej v medije, pa druga zgodba. Ampak upam, da en dan nehamo govoriti o tem, da bomo vsi dojeli preko zdrave kmečke pameti, da mediji ne delajo za nas, ampak za njih, tako kot dela policija za njih, tako kot dela sodstvo za njih, tako kot dela šolstvo in vzgojni zavodi za njih, da zindoktrinirajo mladino v sistem, v zajčnik, da farmacija je farmanje, je cija, je pobijanje, počasno zastrupljanje. Še enkrat, da slišim enega, da mi reče, ja, pa če ne bilo medicine, bi pa prej umrli, imamo daljšo življenjsko dobo, a veš. Odkar imamo medicino? Ja, my ass. Kdo pa so zdaj tisti ta pravi ljudje? Kaj pa je zdaj prav? Te se da pa začutiti. Imamo glumce vmes, seveda, valjda sistem je glumil, da je prijazen, pa ni bil. Tiste te prave se pa da začutiti. Začuti se vibracijo v bližini, čutite v pogledih, v nasmehih, v mirnosti se da jih začutiti. Tako da probajte zbrati take sončke okrog sebe. Predam, zdaj bom pa jaz probal tlele še iz listka, tako okrog tistih, ki smo postali glasnejši, se zgriba, nabera strah in jeza. Zaradi tega smo rabili zbildati, ustvariti pogum in tudi vsi ga moramo še bolj. Imejte pogum, sprašujte se o vsem. O vsem se probajte vprašati, ker nič, kar ste bili naučeni, ni res in ne verjemte ne Vatikanu, ne dohtarjem, ne politikom, ne medijem. Ne, ker vas zavajajo v mrežo. Kako sem že napisal? Mreža. Mreža strahu. Temačni gosta, tako je. Razmislite o mreži manipulacije temačnih sil te nizke oziroma goste zavesti. A smo razumeli? Upam, da ja. Mreža, razpredena je mreža, organizirani so oni so obveščeni. Tisti, ki misli, da KGB ne dela, to mi smo v KGB-ju krat milijardo. Vsi smo pospajani, vse nas gledajo učki z vseh strani. Tako da, nič bati, jaz sem še bolj na glas in pa zdaj spet ni všečkos. Ampak ok. Razmislite, da obstaja mreža temačnih na vsakem koraku. Od trgovine do lokala, do cestarja, do... Sploh ne smem, ker bom. Vsi so vpleteni. In peta dimenzija, o kateri sicer sem že rekel, ne rad govorim, gre za nekaj, da se spreminja in ja, spreminja se zavest, da bomo
mi prišli v peto dimenzijo, ampak kaj peta dimenzija je? Suverenost, da si suveren, kdo si. To ni zdaj čirule, čarule tam gor. Gre za to, da zavest imamo in smo na osnovi tega tudi suvereni. Ker nam so ves čas dopovedali, da smo majhni papki, pa smo v verigah, v okovih. Bili smo v virtualnih okovih, ampak od tega se je treba izuzeti ven. Jaz sem se izuzel na tak način iz večjih področji svojega življenja. Ne si bo in poslovni, in družinski, in prijateljski, in splošni, in ne vem kaj še vse. Povsod sem se mičken stopil korak nazaj, pa sem začel opazovati, kaj za vraga se tukaj dogaja. Ne? V vseh primerih se je izkazalo, da sem imel prav, da sem se mičken nazaj vzel. Ne? Umaknite se tudi vi in generalno, ko se boste na večjih področjih, boste tudi življenje nasploh razumeli čist drugače. In to, kar so nas naučili, zagotovo ni prav. Medijo, tako je. Ta strah oni terajo, ker so tudi sami močno zelo prestrašeni in vi ne dovolite, da se vas dotakne, če se, primite ga, fliknite čez ramo. Tudi mene se prime, nič bat, za kratek čas, ampak takoj čez. Pa to je umetnost življenja, se meni zdi, da ti nekdo te ustraši, pa te je pol strahen teden, halo, pa da te nekdo, neka težka misel pride, pa ti zdaj to gonaš godinama. Bom rekel, konča se neka veza in zdaj ti si 10 let v travmi. Jaz sem bil 4 leta v depresiji, 4 leta sem se poslavljal od veze, ki se mi je končala. Kakšna travma, ne? Lahko bi že kar ta prvi teden to porihtal. Sam ne gre, ne? Ali kaj, ali gre, ali moraš, ali ne gre. Nisem znal. Zdaj pa znam. In verjamem, da marsikdo od vas ne zna. Vem pa, da če bi se mi zdaj zgodila taka stvar, se ne bi prav dosti sekiral. Je pač moglo iti narazen in tako pač je. Ne? Če je stvar zapeljala, kljub temu, da se nismo želeli, tako pač mora biti. Zdaj najbolj bistveno, da v življenju stvari sprejmete take, kot so. Ne, da se zdaj z njimi bojujete. Ne? Ja, sprejmi, kaj pa češ, tako pa če je v sistem, pa je, pa ne moš nič spremeniti. A veš, tle zdaj pa tu pa ni res, se pa kontradiktorno temu, kar sem glih kar rekel. Sprejeti treba stvari življenjske, ne moreš pa sprejeti satana, ne. Tudi ta satan je v bistvu vse, kar je pravilnega, naredil nepravilno. Tudi zavajanja so na tako drobnem nivoju. Daj pogledajte malo simboliko. Poglejte si malo, konc koncev vse pa mogoče že kar na pamet lahko veste, kaj Biblija je, pa kako jo je Satan predstavil, pa v bistvu ni Satan spisal, ne? Ker Satan ne zna tako pisati, ker je prezabit. On je sam jo predrugačil, da je njemu uprit, se zastopimo. In to velja na vseh področjih. Poglejte si, ne sem kaj, limone bi izgleda mogel imeti več, je več v prašku, kakor v limonadi, no? Če poslušamo njih, a ne? Pa tudi cepiva so varna in učinkovita, a ne? Pa 1294 stranskih učinkov, sam. Ej, a so po medijih povedali, kaj o stranskih učinkih niso? Ja, pa da je kdo mrtev zaradi tega tudi ne. Ja, ne. Pa ventilatorji se zdaj kaj rabijo, ali ne? Dragi moji, to so bili umori, pa se vi to zavedate? Moj video, ki je imel največ ogledov, umori in morilci, so pa zbrisali. Nič hudega. Bomo pa kam drugam še naložili, saj ni YouTube edina stvar, ne? K svobodi gremo. K svobodni izbiri. V suženjstvu smo bili tisočletja. Imejte vero, da gremo tja. Razbiti je treba vse. Ne gre pa to čez noč, zaradi tega, ker ljudje ne morejo, ne spustijo, nočejo spustiti iluzije, v katero so se rodili. Ego jim ne pusti, da bi rekli, halo, pa jaz imam faks, a ne, jaz sem izobražen in valjda vem, kaj je prav. Tisto, kaj se je naučil na faksu ali pa na magisteriju ali pa v srednji ali pa samo v osnovni šoli, ne velja. Težko je to sprejeti, verjamem, ampak bo treba. Počas, eden pa po eden, pogruntavamo, ne. Prihajamo do tega, da pač to ni res. Evo. Čaka nas en prečudovit svet, kjer v bistvu bomo ljudje zgrajeni in se v tem obdobju korone gradimo.
postajamo tisto, kar smo v štartu bili, kar smo, in razbijamo tisto, kar so nam rekli, da smo. Tudi o tem sem probal že razlagati. Sprejmite dejstvo, da se bo sesulo v vaših glavah vse, kar poznate o sistemu in o sebi, bo šlo, ne obstaja več. Ostaja pa tisto, na kar se boste mogli nasloniti, ker to je edino, kar vam ostane. Pogum, suverenost, ljubezen, kreativnost. Pravljični svet lep je, prečudovit in ne boste nikoli dovolili, da vas kdorkoli zmoti. Če grem korak naprej, jaz ne dovolim, da mene narcisi motijo. Pa še pridejo, prav v kuhno mi pridejo, v polnoči. Narcis mi je prišel v polnoči v kuhno, tle pamet soliti. In zatrjeval, da ima prav. Se mu bom poslal ta video. Jaz sem še tako daleč, da sem zadnjič probaval, da če muha prileti name, sem zmer tako naredil, ne? Ne, daj beš, ne? Kaj pa vem, brencela te bo nekaj ugriznilo ali nekaj. Zdaj pa ne več. Zdaj pa sem gotovo, da v bistvu tudi muha lahko leze po meni. Me ne zmoti preveč. Sploh me ne. S komarji sem se boril celo življenje. Ma pič me, pa je, nažri se, pa pol bo pa mir. In točno tako funkcionira, ampak jaz ne vem, mene čez dan ne srbijo od komarjev, srbi me zaradi drugih stvari, ali tako me glasak, kar nekaj. Ekipca, zdrava kmečka pamet je superpower, supermoč, nadmoč. Dajte jo nucati, atomsko energijo znotraj sebe. Lepi ste, čuvajte se, imejte se radi. Dajte se imeti radi tako za zares, da privoščite sebi in svojemu telesu in svojemu umu tiste stvari, ki jih potrebujete, ki si jih vi želite. Ne pa ustrezati drugim, predvsem satanu. Ne? Satanskim idejam. Ne tega delati, mislim, delite kar čteje, kaj me briga konc koncev. Želim vam dobro, tako kot mnogo drugih. Tako kot tak, ker nas ima najrajš in daje moč ljudem in jo imamo vsi, sami jo je treba znati voziti. Zdaj pa smo bili voženi strani strahu v strah, pa še vodeni, kamor so hoteli. Nočemo biti vodeni na tak način, želimo biti v sebi spoznati, da smo mi voditelji samega sebe, ja, in da smo vsi eno, mi nismo en nad drugim, ampak smo vsi enako bratje in sestre. Vsi pa imamo neskončno moč, ja, in ta moč ni namenjena za premagovanje nad nekom. To je satanova ideja, da če pa sem jaz tvoj šef, pol pa imam moč nad tabo. No, to je v bistvu nemoč, preko denarja, neko kontroliranje, ne. Dajte se razelektriti, dajte piti ful vode. Še enkrat, 3 litre je start point. Pite ful vode, ker hidracija je nujno potrebna, da grejo elektrončki skozi. Še enkrat smo v hitrem času. Kaj vse od energij nam prihaja, se ne bom zdaj spuščal, da se v Cernu nekaj kuha. Tudi ne bom več, da je bil včeraj Independence Day, bi lahko zastopili, da ste svobodni in nikomur ne pripadate na tak način, kot vam probajo dopovedati. Pripadate sebi in Bogu, no, kreatorju, no, univerzumu. In Bog nas je poslal vsem, zato da bomo se imeli lepo v tem času zdaj, pa da bomo podrli tisto, kar je cirkuško, grdo, manipulativno in izkoriščevalsko. Evo, tako. In to bomo podrli tako, da nas bo čedalje več tistih, ki moč posedujemo, oziroma se jo zavedamo, oziroma jo znamo vsaj malo upravljati. Vsi smo v prehodu, vsi. Držite se, pijte vodo, stopite bose noge na zemljo in uživajte v poletju. Čau.